Boris je že povedal, pogled gostinca na someljejstvo. Jaz se pridružujem tem mislim in zdaj, če govorim osebno in če govorim za našo hišo in tudi pogled, predvsem ven, na mednarodno področje, someljejstvo nam je dalo tista pravila, katere trdim, da morajo biti prisotne v gostinstvu. Čeprav je zdaj nek val, malo piha veter bolj iz nordijskih dežel, kjer nekako zdaj hoče vsiljevati neko, ne bom rekel temu sproščeno, samo neko gostinstvo brez pravil. V navednicah, zdaj ne vem, če sem prav izrazil, pač, ker jaz tudi spoštujem hipije, vse spoštujem, sam gostinstvo mora imeti pravila, gostinstvo mora imeti, še enkrat poudarjam, pravila in pol z strastjo in z sproščenostjo. Gostu moraš dati sproščenost. Gost, ki pride v gostilne za svoj čas in za svoj denar. In zato je prav, da smo tukaj, da mu svetujemo, da mu ne ukazujemo, ampak da mu svetujemo in da z našim znanjem mu pokažemo neko pravo pot. In še enkrat bom poudaril, gostinstvo mora imeti osnovo, mora imeti pravila. Brez znanja, brez učenja, gostinstvo vsekakor ni celota. Zato, ker zdaj, ne vem, eden odpre gostilno, v enih 2-3 letih hoče biti ali hoče imeti na ta način, na ta način, bistrojski način, bi rad kar zdaj v 3-4 letih bil enakovreden nekim hišam, nekim gostilnam, nekim družinam, kateri so generacije v tem. Toliko hitro ne gre, tako hitro ne gre. Je pa tukaj someljejstvo tisto, katero je zelo, zelo pripomoglo, da je slovensko gostinstvo tam, kjer si zasluži. Zato, ker someljejstvo je dalo tisto piko na i, jaz pravim, to sem verjetno že pravim, kuhinja je zelo pomembna v gostinstvu. Sam, po mojem skromnem mnenju, je glih toliko pomembno, če ne kakšen procent več tudi strežba in strežbo povezano someljejstvo. Zato, ker predstavljate si, lahko naredite najboljši krožnik, če ga prinese ven ena taka brez znanja in če zraven ne da pravega kozarca vina, ta krožnik ne bo dosegel tistega, kar si zasluži. Tako da someljejstvo je tukaj tisto, katero pač nas uči pravil in pol, če je pa še to povezano s prijateljstvom, ker jaz pač najraje imam to, da človek, gost, vstopi v kuhinjo, v gostilno kot gost, sam, ki gre ven kot prijatelj, je pa še meni tisti dosežek, za katerega pač vsi, cela ekipa dela. In to tudi someljejstvo uči. Uči prav to povezovanje. Še enkrat bom poudaril, samo s skupnimi močmi, samo s povezovanjem smo šli in bomo šli naprej v gostinstvo. Ena oseba sama ne more narediti vsega. Zato to someljejstvo vedno uči prijateljstvo in sodelovanje in znanje. To so te 3 stvari, katere nam je definitivno someljejstvo pripeljalo v Slovenijo. Posebno tukaj bi izpostavil pač naše društvo Somelje Slovenije, katero že od prvega dne, govorimo od 27 let nazaj, pol še z tem uradnim pečatom, 25 let združenja ASI, uči od začetka to pravo pot, katera je podkrepljena z znanjem. Tako kot sem prej omenil, v gostinstvu, tako tudi somelje ne more biti kar vsaki in čez noč. Someljejstvo teh 1000 someljejev, katere smo vzgojili v vseh teh letih, vsaki je začetek in ima osnovo. To se upam trditi naše združenje Somelje Slovenije, da vsakemu
vsakemu dijaku, ki pride k nam, da osnovo in da tisto trdno, pravo osnovo. In pol od tukaj je samo na vsakem posamezniku, da pač z te osnove začne rasti. Tako da, kar je najpomembnejše, Društvo sommelier Slovenije da znanje z kulturo, s pravilami in z prijateljstvom. Tako da, na zdravje in hvala za vse. Hvala za to. Jaz bi se samo še zahvalil našim tudi, bom rekel, prijateljem, pokroviteljem, zaradi katerih današnja prireditev ne bi bila možna, Silveri za penino, Tomaž, naš gostitelj, gostilna pri Lojzetu, Z veseljem, vedno. Jolanda Dekolo bo poskrbela za vrhunske surovine, s katerih bomo potem uživali jedi, Radenska tudi za osvežitev, ker pač propagiramo odgovorno uživanje v vinu, Eumi tiskarni, Kazinoju in hotelu Venkoju in VIP prevozom. Poleg tega gor bo še 9, ne morem reči ravno za vse gostincev, ampak pač ponudnikov hrane in 36 vinarjev iz cele Slovenije, ki so se res potrudili z naborom vin, ki ga boste danes lahko okušali. Tako da jaz bi vas lepo povabil, da se še malo podružimo ob kozarcu penine in prigrizkov, ki jih je pripravila ekipa Tomaža Kavčiča in Tomaž Kavčič tudi. Hvala. A lahko kakšno provokativno vprašanje? Lahko seveda. Mi zelo veliko imamo raznih masterchefov glede kuharije. Kaj pa kakšen masterchef v sommelierstvu, kaj takega? Ali bi to bilo preveč komercializirana zadeva? Obstaja v Italiji obstaja. V Italiji obstaja, na tem naskaju. Ne, obstaja pač to za sommelierje, tako da, če bi bila kakšna televizija ali kaj za to, mislim, da to ne bilo slabo, da bi še bolj dvignilo ta nivo sommelierstva in gled. Ali je bolj treba najprej v šolah, teh gostinskih pa višjih šolah? Ne. To je, če dovolite, to je posebno izobraževanje, ki dejansko bi rekel, da je kar precej po Evropi, ampak v Angliji mogoče še največ poudarka in seveda to je verificirana zadeva in teh ljudi, ki so opravili to izobraževanje, je zelo malo. Se pa ta izraz uporablja precej nasplošno in mogoče, da pač preden ga kdo porabi, bi bilo lepo, če se ta izraz preveri in tudi, da se ve, ali ima kakšne osnove za to ime ali ne. Ker pač je veliko let študija za tem in zelo težak izpit. Zato je malo ljudi, ki so opravili ta izpit oziroma ta tečaj. Gospod je misli, Tako da bi ljudje skozi to vašo predstavitev bolj spoznali, pa da bi to znali vprašati, da bi znali se obnašati, vse to, kar je treba v gostilnah. Ne samo da najprej vprašajo, imate kakšno fajn hišno vino, Morate vedeti, da vsekakor društvo dela na tem, da približa stroko sommelierstva tudi javnosti in široki publiki. Ne nazadnje so tudi te prireditve, kot je današnja, ena od teh, ki dejansko bližajo sommelierstvo tudi celotni javnosti. Tako da definitivno pri temu, mi smo se tudi pogovarjali, v eni drugi priložnosti sem jaz tudi s hišami govoril, velikokrat je težava, ker mi imamo zelo striktno zakonodajo. In takoj, ko pride do alkohola, je težava. Morate vedeti, da dobro, v formatu oddaje je v redu, ampak nekako tudi mi ne želimo, da izpade potem to kot nagovarjanje k pitju alkohola. To ni vrednota našega društva. Naše društvo se prizadeva za gradnjo kulture pitja, ne za, ne. Tako da definitivno je na vseh nas in naše poslanstvo v tem, da se to gradi. In ja, odprto vprašanje, ki je mogoče primerno tudi za kakšno debato s kakšno televizijo. Jaz bi rad rekel mogoče eno stvar, ki je seveda usmeritev našega društva. Mi želimo usposabljati ljudi, da bodo uspešni v svojem vsakdanjem delu, v naših gostilnah, restauracijah, trgovinah z vini in tako naprej.
potrebno je veliko bazičnega znanja. Zelo specifično znanje o vinih z določenih držav verjetno ne sodi v vsako restauracijo, sodi v zelo izbrane restauracije. Zato tudi taka izobraževanja so malo drugače usmerjena. Imajo drugi cilj in predvsem ne vzgajajo ljudi, da bi delali v restauracijah, kvalitetno delali in ponujali vino z dodatno vrednostjo. To je to. Mi želimo predvsem na tem delati. Dvigati kulturo naših tečajnikov in preko njih kulturo naših gostov in Kateri kupcev. pa obvezno niso samo gostinci Ja. in kuharji in trgovci. Ne, to je pač kultura, splošna kultura in katera je zelo pomembna. Ne, pač za mizo je fajn, da se, ne, za mizo, da se znamo obnašati, da znamo pač probati vino, tako da ni samo, je pa največ poudarka je vsekakor na natakarjih in pač na gostinskih delavcih. A imate mogoče oceno, tečajev so se udeležili tudi negostinci. Ja. Imate mogoče oceno, koliko ljudi recimo je iz stroke in koliko je pa prosto ljubiteljev vin, ki so se želeli izobraziti? Torej, na prvi stopni prav gotovo je 80% ljudi, ki se ukvarjajo tako ali drugače z gostinstvom ali turizmom, ali turističnimi kmetijami. Torej, moram reči, da v zadnjih letih se javlja veliko kandidatov prav iz turističnih kmetij. In če omenim eno zelo vidno, to je recimo turistična kmetija Velica, oni so, dobro, se sicer menjava kadar tudi pri njih, ampak več ali manj imajo 7 sommelierjev v hiši. In to se prav gotovo pozna pri njihovi ponudbi, pri njihovem delovanju, pri njihovi kulturi, bi rekel, ponudbe vina in seveda tudi, kar se tiče ostalih prireditev. Oni so tudi gonilna sila pri prireditvi torej pomlad Brda in vino, ki je v Šmartnem, in si upam trditi, da je to ena najboljših prireditev tovrstnih. V Sloveniji podobna prireditev je prav tukaj na Zemonu Okusi Vipavske, ki je tudi dejansko plod enega celovitega znanja in pa hotenja ljudi iz tega terena, seveda s ciljem po prepoznavnosti. In kaj je posledica tega? Izjemni indeksi porasta turističnega obiska. Torej, če pogledate številke, se to kar konkretno pozna. In to je prava pot, da dobimo prave goste in seveda tudi tiste goste, ki bojo znali povedati, ko pridejo domov, v kakšni lepi državi so bili in kako lepo so bili sprejeti in postreženi. To je bistvo vsega dogajanja, da navdušimo goste in da se vračajo. Hvala, Ivan. Bi samo še bilo vprašanje. Jaz imam pa samo vprašanje. Vemo, tako kot bonton se prilagaja sodobnemu načinu življenja, kako se je sommelijerstvo v zadnjih letih prilagodilo z znanjem gostu in njegovim potrebam. So bile kakšne bistvene spremembe, mogoče tudi za gospoda vprašanje, če se na tem področju kaj dela v Asiji, recimo? So, the question was referred to all, but she also asked you in terms of how the evolution is ongoing, so the novelties are coming in. How is the sommelier and sommelier knowledge adapting to the changes that are happening now? As the sommelier profession is developing all over the world, we are now, correct me if I'm wrong, we have 57 members now. Yes. And I think there are 5 now observing members. 4 observing members, and we have additional 5 who are on the way to applying members. So all this creates a big platform of knowledge, because we are. I speak for myself. I come from Belgium, center of Europe, or old Europe, right? We have a lot of influence from France, and we are very near to England, so we have a lot of international wines coming in. We have a lot of input from all over the world. Now, the sommelier family helps to develop the sommelier profession all over, because now, thanks to internet, people have access to much more information than before.
you go internet, you are updated. And this is nice. And if people start to move now, you don't have to stay in your country to develop your sommelier profession. Thanks to the contacts the National Association has, you can start traveling and then start to learn, and then come back to your country and then indicate other people and help other people to develop themselves. You see this in the competitions, and you see a lot of people from Eastern Europe that they're working now in London or in Germany, even in Belgium, and then they stick together and they help each other, whatever country. That the sommelier profession goes behind countries. It's friendship and it's mutual respect. The good thing is they are in the competition, competing each other, but they are not competing one-to-one. They are in the evening, they discuss together, they exchange experiences, because the point of view of somebody from Slovenia or somebody from Belgium or somebody from Germany on a certain topic can be so different. And by discussing these things, they learn much more. And this is something, this is family, and this is fantastic. And they're open to other cultures also. They're very, the sommelier profession is a very cultural thing also, because in some countries, a sommelier can sell to a customer. In other countries, it's not possible. He has to support the customer in his choice, and it's a different thing. So these guys work in these countries, they start to travel, and they come to Europe or whatever, or to Asia, and then they see another approach of sommelier profession. And it's a really fun thing, In the competitions you see this, they're all friends. They're happy for their friend to win or to be better or whatever, and then they invite the guy, please help me, And they train together. For example, as training for the World Championship, we did a training, Netherlands, Belgium and Germany together. We invited, or we booked a top trainer to make a masterclass for 2 days in Belgium. So we work together. This is, again, and the funny thing was, number 1 Germany, number 10 Belgium, and number 20 Holland. So we did a good training. Yeah. And they were all happy. No, they were all happy. Nice. Se pravi, če samo na kratko povzamem, ravno to, da smo del združenja 57 držav, 5 držav opazovanih, 4 države v procesu, da se pridružijo med opazovane države, že to stvari platformo, ki omogoča izmenjevanje znanj in novosti. Sommelier, ne samo, sploh to je najbolj evidentno ravno na tekmovanjih, ko pridejo vsi na kup. In tam ne da samo tekmujejo in med sabo, ampak so vsi prijatelji, na koncu se izmenjujejo znanje, en trenira drugega in podobno. Izpostavili so recimo primer, kako so trenirali, kako so se pripravljali za to svetovno prvenstvo, tako da so Belgija, Nizozemska in Nemčija skupaj najeli enega od trenerjev, 2 dni v Belgiji in tam delali na tem, da so res to znanje izpopolnili. In kaj se je zgodilo? Prvo mesto Nemčija, 10. mesto Belgija, 20. mesto Nizozemska. Tako da ravno ta del omogoča neprestano razvijanje sommelierske stroke in ostajanje v trendu. Predvsem to, da smo skupaj, da si izmenjujemo informacije, ne nazadnje, da treniramo tudi en drugega. Mogoče samo ena stvar. Eden od razlogov, da nismo del etabliranega izobraževalnega sistema, je tudi to, da imaš tam programe, ki veljajo 10-15 let. In ti so verificirani in potekajo z leta v leto enako. Mi to ne želimo, ne moremo, ker se mi moramo prilagajati spremembam, ki so na trgu. Zahtevam gostov in te so vsak dan drugačne. Zato delamo v nekem svojem toku, z nekimi svojimi usmeritvami in programom, ki ga imamo. Program se, mi od tečaja do tečaja spreminjamo določene stvari. Tudi pri bontonu se marsikaj spreminja, še posebej pri bontonu. Marsikaj se je spremenilo. Če pomislite na začetku, ko so hodili okrog z belimi rokavicami in stregli in tako naprej, kam smo zdaj prišli? Stvari so drugačne. Enostavno drugačne, če hočemo ali pa ne. In mi jih moramo zaznati in prenašati na naše študente oziroma udeležence tečaja. Sproščenost in